Mali in veliki ljubitelji srečne vrvici, lepo pozdravljeni. Danes imamo v dvorani Savice Zorko prav posebne goste. Obiskali so nas kužki s svojimi vodniki, ki delujejo v Kinološkem društvu Brežice. Predstavili se nam bodo z učno uro brez strahu pred psom. Otroci in malo starejši otroci bomo s pomočjo praktičnih prikazov in ob prisotnosti šolanih psov spoznali, kako pravilno ravnati ob srečanju s psom in kako le temu pravilno pristopiti. Teme, ki jih bomo pobliže spoznali, so obnašanje psa, čutila pri psu in njihove specifike, različni poklici psov, pravilna nega, prehrana, vzgoja, namestitev in še kaj se bo našlo. Alenka Sunčič Zanot, Matjaž Zanot, Nina Pavlin, Estera Granc-Žičkar, Majo Štrbenk ter kužki, katerih imena bomo spoznali v nadaljevanju, že čakajo, da se nam predstavijo. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Alenka in tako kot so rekli, da se predstavim še svojega psa. Tale psička je Ota, stara bo 3 leta, pasme nemški predpodlaki ptičak. Skratka, ukvarjam se v življenju z vzgojo in šolanjem psov, tudi v okviru društva, tudi posebno. Jaz sem Majo Štrbenk, psi skanelje. Zdaj sem naredil 3 izpite. Izpit A, to je drugi izpit, pol BVH, 3. izpit, pa izpit za psa terapeuta. Je pes terapeut, drugi pes, stara bo pa 3 leta. Jaz sem Tjaž, sedaj imam psičko Natko, ki je stara 5 let, počasi bo bila stara 6 let, je napol slepa, drugače pa prijazna. Moje ime je Matjaž, prav tako prihajam iz Brežic. Jaz delujem v okviru društva kot inštruktor, pomagam ljudem do boljše vzgoje pri kužkih in da lahko z njimi prijetno sobivajo. Moje ime je Nina, tole je moja psička Lu, je labradorka, stara je dobre 3 leta, je izšolana za reševalnega psa, v društvu pomagam kot pomočnica, to je na kratko. Naš namen danes je, da vam pobliže predstavimo, kako je pametno pristopiti k psom, da ne pride do kakšnih takšnih zoprnih situacij, tako da se in vi, otroci, pa tudi odrasli in psi pri teh srečanjih bolje počutite. Potem bomo na kratko predstavili tudi nekaj pasjih poklicev, nekaj smo jih trenutno že omenili, nekaj še bomo. Malo bomo pokazali, kaj naši psi so sposobni narediti in se malo pogovorili še o njihovih čutilih. Tako. Zelo pomembni zadevi. Če čisto nič drugega ne povemo več, je to pa res zelo pomembno in upam, da se boste zavedno zapomnili. Ko prvikrat srečate ko prvič srečate kužka, ga ne poznate. Recimo prvikrat srečate kužka, ga ne poznate, pa bi ga kljub temu mogoče želeli pobožati, pobližje spoznati. Kaj mislite? Kako je prav to narediti? Lahko prideš, pa boš pokazal, kako bi ti to naredil, ko prvikrat vidiš kužka. Aha, dobro.
In potem bi šel naprej ali bi ga še kaj pobožal? Bi ga še kaj pobožal. Kak pa bi ga kaj pobožal naprej? Malo počuval, pa bi ga pobožal. Aha, ima še kdo kakšno idejo, kak bi to bilo? Bi vsi tako naredili? Tako bi dali malo rokco, pa bi ga pa takole po glavi pobožali. Ali bi bilo mogoče boljše takole, recimo pridi do Neli, pa namesto, da je takole, ste videli zdaj obraz psa? Na trenutek, ko sem jaz dvignila roko nad njeno glavo, je takole pogledala. S tem je ona sporočila, da ji tole ni ravno všeč. Viš kot takole? Psu je prijetneje, če ga takole pobožamo. V telesni govorici psov je tole, ko damo takole roko nad njega, ko s tem sporočamo, da ga podrejamo. In nekateri psi tega sploh ne marajo. To je psa, recimo, da ona zdaj to vse prenese, pa da ne reagira, pa da ne zareči, pa da se ne umakne, je zato, ker je naučena tega. Torej, kadar se srečaš s psom, je boljše, da ko pristopiš, vprašaš Maja, Maja lahko pobožam ali pa lahko boža, prideš in ga takole pobožaš. Zdaj pa eni kužki, kot takole se prosto sprehajajo, so prijazni, pa grejo mimo vas, pa vas ne bojo niti pogledati. Se pa najde kdaj kakšen, da mu pa ni ravno všeč, ko se sreča z vami. Mogoče se boji, mogoče kaj čuva in vam začne groziti. Če vam pes grozi, pa imate možnost, da greste po drugi takšni poti, potem boste šli vraje po drugi poti. To je prvo. Ne obračajte hrbta in ne tecite pred psom, tudi če je igra. Nikoli se to ne dela. Potem pa nikoli, kaj tudi, ko vas pes gleda, nikoli ga ne gledajte v oči. V pasji govorici je gledanje v oči grožnja. Zdaj je pomembno na začetku, da ko naredimo na takega psa, smo lepo umireni, glavo malce obrnemo stran, se pravi z našo telesno mimiko pokažemo miritveni signal in se počasi takole umikamo. Gledamo psa, umikamo se tako ritmsko. Če začnemo kriliti z rokami, kričati in bežati, ni boljšega za psa. To v njem spodbudi nagon in to, kot da bi šel na kuro. To se za njega dogaja. Mu je zanimivo. In zdaj psi, ki niso naučeni, pa popadili, hitreje pride do ugriza. Pa veliko, kar se zgodi, da mogoče gre se kdaj v šolo, ko za ograjo srečate kakega kužka. Ponovadi lastniki spustijo kakšnega kužka od zunaj, da se malo povoha, okoli spravi hiše, pogleda zelenico, če kaj novih novic in srečamo takšnega kužka. Kaj mislite? Kaj bomo naredili? Ga pustimo na miru. Tako, pustimo ga na miru. Kuža za ograjo, naj povem, da psi so zelo teritorijalni, se pravi, tisto, kar je za ograjo, je moje, ne dam. In nekateri kužki imajo zelo izražen ta nagon po čuvanju in ne dovolijo, da bi kdo prišel notri. Ali pa opozorijo in to s čim? Z lajanjem, ja, kužki lajajo. Če pogledate pasji nos, če ga pripotipali je vlažen. Če ni vlažen, ne more vohati. Pasji nos mora biti vlažen, da on lahko voha, ker se mu vojn kar lepi gor. Ne vidimo mi tega, ampak njemu se vojn lepi na nosek. Torej mora biti vlažen in poln je takšnih pikic, vete, takšnih udrtin noter. In na tle se ulovi in gre noter in v možganu noter. Tale vojn. Zdaj pa mi naredili eno takšno stvar, ki jo naši psi zelo radi delajo in namreč naši psi radi iščejo. Za iskanje uporabljajo pa nos. Ja. Tako, tale je dobro.
ena stvar, ki si jo morate tudi zapomniti, kot tisto prvo, kak pridi do psa. Če bi se kdajkoli izgubili v gozdu, bi se še premikali, ali bi tam, kjer ste opazili, da ste se izgubili, obstali in čakali na pomoč. Ja. Takrat se ustavite, počakajte, nekdo bo opazil, da vas ni, ker vas lažje najdejo ljudje, ki vas grejo iskati, kot če se boste vi premikali. Ok, mi bomo tole počasi zaključili. Hvala, ker ste se nam pridružili. Upam, da nas boste tudi prišli kaj pogledati tam na bralne urice, ki jih boste imela Matjaž, Donatjo, pa Maj z Neli. Pa da se še tam kaj srečamo, pa kakšno rečemo okoli kužkov, ne? Ok? Hvala na pozornosti. Hvala. Hvala vodnikom in njihovim kužkom za zanimivo predstavitev. Današnje srečanje je bilo dobro uvod v novo dejavnost, katero ste že omenili in s katero v sodelovanju s Kinološkim društvom Brežice prihodnjo soboto pričenjamo na našem mladinskem oddelku. Dejavnost smo poimenovali Berem kužku. To je posebna metoda, kjer otrok bere psu ter posledično izboljša bralne in komunikacijske sposobnosti. Kužkom bodo otroci od 1. do 5. razreda osnovne šole lahko brali vsako soboto med 9. in 10. uro. Obkroženi z barvnimi hišicami, pisanimi vrečami na mladinskem oddelku knjižnice Brežice. Branje bo potekalo individualno, z vsakim otrokom posebej. Prednost bodo imeli otroci z bralnimi težavami. Posamezna naveza, otrok, pes in vodnik, bo imela na voljo do 20 minut. Za nemoteno izvedbo so potrebne predhodne prijave, dodatne informacije pa dobite na mladinskem oddelku. Tako, prišli smo do zaključka našega popoldanskega druženja. Še enkrat iskrena hvala izvajalcem, kužkom in tudi vam, dragi obiskovalci, ki ste in še boste sooblikovali poglavja naše zgodbe o štirinožnih prijateljih.